veš, jaz ti meni hotel kaj povedati, kaj pa ti še ti pir tole Švica, jaz pa šele nisem videla nobene flaše pira, ko bi ti švicala, si hotel mi je nekaj povedati, ala? Ne, nisem, gremo. Teba nem se s tem zdaj ukvarjala, na. Iz Ljubljanskega studia 136, to so Justina Vesti, v Širu danes bo tik rasturala, ej. Stranke po Sloveniji predstavljajo svoje kandidate za državno-zborske volitve. Sam to je pa res, a veš? Jaz sem pa le včeraj sedela zunaj pred bajto, pa smo pili šnops domači, glih foter naredil, prejšnji teden je slivovce, do konca on special, pa je treba že močen je, smo sedeli zunaj pred bajto, pa kar naenkrat naredi žong. Mislim, ne tako glasno, bolj tiho je bilo bolj je šlo mimo, so bili pa le bicikli, pa smo pa začeli gledati, smo pa le pogruntali, da so pa le mogli ene hude živine mimo na biciklah se peljati, pa so pa povedali zvečer enkrat kaj pa je svema, ali pa le Micka povedala sosedova, da so se še ti le mimo peljali, da so skozi Koroško se vozili. No, Socialni demokrati z Borutom Pahorjem se bo v Trbovljah predstavili Melito Župevc. Vladi je v okviru svojih, lahko jim rečem, turističnih izletov po Sloveniji uspela obiskati tudi Zasavje. In tako kot drugod po Sloveniji je tudi tukaj v Trbovljah, v Zagorju, v Hrastniku odkrivala neizkoriščene potenciale. Mislim, da si Zasavčani, Trboveljčani, Trboveljčanke zaslužimo več od turističnih ogledov. Zaslužimo si boljše, bom rekla, vlado, ki jo bojo dejansko zanimali problemi, s katerimi se sooča Zasavje, ne pa da se, bom rekla, dvakrat v mandatu v Zasavje pripelje na turistični izlet. Pa lepo si ti že to zdaj Župevcev, ali ti me spovedala v turističnih izletih kako, ali pa smo se, pa sem jaz gledala, ko so oni se mimo pelali, pa sem se usedla gr na onga mojega APN-a, pa sem rekla klince, jih bom pa že dohitela, oni bojo 3 ovinke naredili, jaz jih bom pa že 60 prevozila, pa tik ne rabim imeti kar za njimi, sam so pa pol nekam zginili, pa niti nisem pogruntala, kam so šle, pa le rekla soseda, da so pa bili, ali da je bil še Janša, pa teta njegova Urška, ali kaj je, da so se vozili tam čez Koroško. No, od Župevcev, ali strankarski kolega Milan M. Cvikl je pa med tem v Ljubljani predstavil pobudo predsedniku vlade Janezu Janši. Če kak pa le to zdaj izgleda, če pa je on tam po Koroški se vozil, kdo pa se tej laže zdaj, a se laže eden? A je zjutraj je bilo? Po mojem. Ja, kak, če sem pa jaz one videla pol po južni, pa ker ne moš so hitro, pretež kakve ride imamo mi dol ta port Koroški. Zdaj pa le več ne vem, kaj je res, pa kaj ni. Jaz vem, da sem one srečala, tako da ne se zajbavati, po moje se je še ti zlago, on Cvikl. No, v glavnem je povedal predsedniku vlade, da bi se do zaključka kriminalistične preiskave na Finskem zaustavili vsi postopki povezani z nakupom 8-kolesnikov oklepnikov Patria. Zato je potrebno minimizirati škodo ne za aktualno politiko, ki odhaja, ne za ministra v odhajanju, ne za predsednika vlade v odhajanju. Ne, potrebno je minimizirati škodo za slovenska podjetja, ki so v to vpletena, tukaj mislimo predvsem na gore. Kaj pa le tej govoriš, še ti Cvikl, sem mislil, povem, da ne v res, to pa ni bilo Janša v Ljubljani včeraj, sem jaz skozi se za njemu furala, sem ga 4 ure sem ga v red gledala. A veš ti, da sem se pelala za jemi grta in sem dala dol z APN-a, sem dala še avspuk dol, da sem bila bolj ekološka, pa sem šla za njemi res 4 ure. Pa sem se pripelala grta v črno, tam ko je konc sveta, ali ko se moraš bolj samo obrniti, pa greš nazaj. Pa gledam, jaz kam pa tej zdaj grejo, oni pa so pa kar zginili, pa sem pa le pogruntala, ko sem šla na per to ta gostilno, da so da oni so še noter v Rudnik. Ko imajo eno furo z biciklnami tam, ne vem, jaz kaj jaz vem tam, jaz sem sam videla njega, pa 6 goril, pa uno žensko, kaj pa je že, Urško. Dora, ješ, kakve noge ima, pa rit, pa Joške, sem tudi videla. Srečko Hvavc, poslanec SDS, je dejal, da so se davki v tem mandatu zniževali, davčni sistem se je z reformo poenostavil in poceno. Ja, seveda se je poceno, tem je zdala poceno. So pa tako imenovani tajkuni plačali premalo davka, je povedal Hvavc in dodal, da se utegne to po vnovični zmagi njegove stranke na volitvah spremeniti. Bomo videli, ja. En običajen delavec, ne vem, tudi v 100-500 letih ne more nikakor priti do takšnega premoženja. Drugo pa je, da če so že prišli do takšnega premoženja, potem bi bilo prav pošteno, pravično, da so tudi mnogo bolj obremenjeni kot pa tisti, ki se težko preživljajo iz meseca v mesec. No, a veš, pa smo mi sedeli tam v gostilni, pa smo peli per, oš kak je bil dober.
Pa pravim jaz, a ti vidiš ti te ledi, ko hodi tam proti okolu rudnika so hodili, ha? Nimamo časa, a lahko sam prebereš te stvari brez zgodbic? Prosim. Kak si ti dolgocajt, ne? Prosim. Evo. Ok, je pa Hvavc, ki je tako kot Dragutin Mate kandidira na listi SDS v 7. volilni enoti s sedežem v Mariboru, že v ponedeljek odgovor na Vesnino predvolilno vprašanje. Te pa ugasni, pa mi ste pa razložila naprej, a je prav? On je tudi bil, a veš, jaz sem videla, ko je šel, pa si naročil en pir, pa Laškega je pil, sem ne, mi govori, da ga ni, ej. Gospod Havc, vas moti klima v trgovinah, poleti so prodajalke v bundah, po zimi v kratkih rokavih? Ja, seveda to je malo pretiravanje. V bistvu gre za to, da se mogoče nekateri sicer kot kupci fino počutijo, ampak to pa vsekakor ni ugodna klima ali pa ugodno okolje za prodajalce. Moti me. Samo še ti klimi, ali? O tem bi pa mogli kako reči, če jaz bi tudi. Ne bom jaz brala, sem porka duš, da ne smem nič govoriti, več pa ti bajti. Notranji minister Dragutin Mate se je pa pohvalil svojim doprinosom k izboljšanju slovensko-hrvaških odnosov, ja. Gremo ribe loviti, ala, dolta. Nekatera vprašanja smo v preteklem mandatu zastavili popolnoma drugače, jih začeli reševati popolnoma drugače. Ne nazadnje je sem kot minister prvi naredil odločilne korake za to, da se je samovolja organov druge države nehala pri Hotizi. Če pa ne smem komentirati, lahko imam pa vse klabukala. Ja, imaš lahko, gremo. No, a vidiš, v stranki zares menijo, da slovenski organi pregona večine težjih oblik organiziranega gospodarskega kriminala niso sposobni niti prepoznati, niti preganjati, zato predlagajo ustanovitev finančne policije. Pa tak, zares nameravajo, ja ne smem komentirati, zares nameravajo do konca tedna vložiti predlog zakona o finančni policiji. A lahko sem nekaj rečem. Kako zagotoviti neodvisnost tovrstne inštitucije, smo si zamislili tako, da direktorja imenuje Vlada Republike Slovenije ob soglasju Komisije za nadzor porabe javnih financ Državnega zbora, ki jo vedno po definiciji vodi opozicija. Ti zdaj sem ako en Vlado Kreslin, iz Goričkega v Piran. Pa dam dol, ala. Podpredsednik SDS in minister, meni si da sem v mikrofon butnala, sem se nima veze. In minister za šolstvo in šport Milan Zver je v Reporterju pred časom izjavil, da je v tem mandatu po vladi poleg koliko večine ostalih odrihal tudi del medijev, ki po žanru niso politični. Tako mi, ali? Za primer je navedel vremenoslovca Mirana Trontla. Tudi je pa fajn, a veš, smeram sem ga rada gledala. Boste zdaj pred volitvami kaj bolj previdni? Ne, zakaj? Jaz povem, kar mislim, kar lahko dokažem. Vedno bom se odzval na stvari, ki niso poštene, niso pravilne. Slovenija, 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 kulturac. Lahko nehaš se sad papir pa prebereš, samo še eno malo do konca, prosim, gremo, ajde. Prasec. Kultura. Včeraj je ekipa 15. mednarodnega festivala sodobnih uprizoritvenih umetnosti Exponto, ki se bo pričel 13. septembra, predstavila letošnji program. Tema festivala bo tokrat vera in verovanje. Eden od letošnjih hitov pa bo gotovo švicarska predstava Lukasa Berngerterja Random Plasma Projekt 9. Še vreme. Ej, zakaj pa te manj niso vreme napovedati, če smo pa tako imeli tega Trontlna že, pa tako vam povedal vreme pa vse, ala? Ja, pa se je vseeno, če smo imeli Milana Trontlna, ali kaj je on z rožo, iz Ljubljanskega studija 106, kako si ti smotan iz Ljubljanskega studija, tih bo, da preberem. Mislim, povem iz glave, pa te kaj mi že zberem tudi stavek, ali kaj, iz Ljubljanskega studija 136, to so bile vesti na vesti. Jani! Ostanite še naprej z nami! Jani!